Živijo, sem Darja, ustvarjalka naravne pomlajevalne kozmetične linije Majerula in pa kreatorka tehle pogovorov Bodi dobro v svoji koži. In danes je z mano Katja, moja učiteljica marketinga. V bistvu, Katja, lepo pozdravljena in sem ful hvaležna, počaščena, da si prišla. Veseljem. In kmalu bo jasno, pravzaprav skozi najin pogovor, kaj dela učiteljica marketinga tle, a ne? Ker ti nisi samo učiteljica marketinga, ampak najprej bi si želela, da nekaj poveš o sebi, kako si prišla v bistvu od učiteljice angleščine preko še drugih stvari do marketinga. Tako da ti predajam besedo. Zelo dobro vprašanje. Koliko imamo časa? Imava komot, neomejeno. V bistvu, če zdaj pogledam nazaj, trenutno teče moje 35. leto življenja. In če pogledam nazaj, jaz nikoli nisem točno vedela, kaj bi rada v življenju delala. Tako res, nekdo recimo je v osnovni šoli pa točno ve, jaz bi rada bila zdravnica, jaz bi rada bila to. Jaz bi sem rada bila srečna. To sem večkrat tako moja mami rekla. Jaz bi sem rada bila srečna, rada bi, da delam nekaj, kar me veseli. In ko pogledam nazaj, vse stvari, ki sem jih zbirala, najprej sem doštudirala iz sociologije po angleščine, potem sem v bistvu vmes začela učiti ples, kar je trajalo celih 10 let, tako da precej dolgo. Po končani tej plesni karieri sem se zaposlila, ker sem mislila, da je to pač najboljša možna varianta za mene. In takrat v bistvu po enem letu ugotovila, da jaz rabim to svobodo ustvarjanja. Delala sem kot učiteljica angleščine, ampak ni bilo to tisto ta pravo, ni bilo to tako moje. In sem začela v bistvu raziskovati, kaj pa bi, ampak ko pogledam nazaj, do takrat vse te zaposlitve in dela in to, vedno je bilo nekaj, kar me je veselilo. Ples me je veselil, sem bila srečna. Delo z otroci pa učenje angleščine me je veselilo, ampak nič pa ni bilo tisto, da bi rekla, to je nekaj, kjer res jaz cela žarim ali karkoli. In v bistvu moj partner Andrej, katerega se bomo mogoče danes tudi malo dotaknile, je bil zelo pomemben člen v tej celotni zgodbi, ker je on meni takrat rekel, Katja, prosim, dajva skupaj najti nekaj, kjer bova lahko potovala, kjer bova lahko bila finančno pa časovno svobodna, ne iskati službe, prosim, gremo širše od tega. Ampak ti si že bila takrat v službi? Jaz sem v bistvu takrat ravno končala plesno kariero in sem začela iskati svojo prvo pravo zaposlitev. Jaz sem takrat v bistvu po 10 letih preko študenta pa malo tudi tak, delala in takrat sem diplomirala in sem rekla, zdaj imam diplomo, zdaj pač treba se zresniti v življenju, je treba pač najti neko službo in takrat sem jaz v bistvu potem našla službo kot učiteljica angleščine in Andrej je bil takrat v bistvu ful proti, je rekel, glej, s tem ti boš delala, on je takrat delal. On je že v bistvu imel neko... Dejansko je bil tudi on zaposlen še takrat, ampak on je skozi iskal nekaj stvari. Iskajo neke priložnosti, denar je investiral v kup enih različnih stvari, ene bolj, druge manj uspešne. On je bil takrat zaposlen na Petrolu, tako da če zdaj gledam nazaj, on tudi ni nič več od tega delal takrat, ampak on je imel ful sanje, ful vizijo. Jaz sem bila pa tako, samo da službo dobim takrat, In jaz sem bila tako srečna, ko sem dobila službo in ko so me zaposlili, kot da bi na loto zadela. Meni je bil to takrat najboljša stvar v življenju, on pa je to videl kot, da se bomo manj videla, da bomo še težje nekako finančno. In v bistvu je imel prav, on je videl to, kar jaz nisem videla. On je videl, da jaz sem tu mogoče za večje stvari, za nekaj drugega in da pač to ni moj maksimum, moj potencial, ampak ponavadi drugi vidijo to, kar mi sami ne vidimo. Točno to, In jaz sem se zaposlila, cela happy in kaj je bila fora, da on je v bistvu delal večinoma dopoldan, se tudi popoldan, ampak večinoma dopoldan, jaz pa skozi popoldan. In midva se nismo videla nič, denarja takrat tudi nismo nekaj ful imela smo še kredite, v glavnem, res tisto obdobje je bilo, ni bilo in Andrej je še raziskoval, kaj bi drugega. In on je takrat v bistvu en mrežni marketing našel, ki je ponujal pač finančno izobrazbo in njega je čisto potegnilo v finance, v trgovanje, v finančne trge, kako ta ekonomija deluje in to je zdaj v bistvu 7 let nazaj. Mene pa
to mene ne tako zanima. Je pa to podjetje imelo možnost, da ti delaš marketing za njih, to pa mi je bilo zanimivo. Ne? In takrat sem jaz poznala Facebook, kasneje Instagram in v bistvu skozi to začela to kariero in potem kasneje odprla svoje podjetje. Tega več nisem delala tu, ampak dovolj znanja sem pa dobila, da sem lahko začela svoje stvari učiti. In v bistvu tak je v bistvu marketing mene našel. Jaz ga nikoli nisem iskala. Je pa res, da po končani srednji šoli sem se odločala, ali grem študirati sociologijo po angleščino ali marketing na ekonomsko fakulteto. Ampak takrat so meni vsi rekli, idi sociologijo po angleščino, moja mama je tudi učiteljica, ne? In to se je zdelo kot bolj primerna izbira, kaj boš te z marketingom. In ja, dejansko sem se takrat odločila za sociologijo po angleščino. Se mi ni žal, glej, faks sem dokončala. Jaz sem tudi farmacija, pa nisem zdaj več tam, ne. Mi tudi ni malo žal, ampak se mi zdi, da je to kvečjemu neka prednost. In tako je te pa angleščina prednost, ne. Je pa res, da ko zdaj, ko gledam nazaj, ta faks mi je po drugi strani omogočal ful več časa in sem lahko ta čas namenila v plesni šoli, ker sem se pa ravno tega učila, stati pred ljudmi, izraziti sebe, voditi skupine, kar pa mi zdaj neverjetno koristi. In če ne bi bilo teh 10 let, bi jaz bila še vedno tista sramežljiva Katja iz osnovne šole, ki si nič ne bi upala. Ja. Si bila. Jaz sem te že slišala reči, da si introvertirana, pa v bistvu ni videti preko kamere in preko... Se v bistvu je ful težko reči, kaj dejansko pomeni biti introvertiran. Če tako pogledamo, vsi smo radi sami, pa včasih nam pa še družba, ampak jaz bi rekla, da sem vseeno rajše sama zdaj, kot da bi bila raje ful med ljudmi. Meni ful ustreza moj način dela, vklopim Zoom, se javim, smo skupaj, pol pa mi pa še biti kakšne 2 uri sama na kavču, da nimam nobenih. Medtem ko jaz pač smatram, da nekdo, ki je ekstrovertiran, ima res večino časa raje družbo, pa ljudi okrog sebe, pa je mogoče ni toliko rad sam, ne vem. Ja, kaj pa recimo, ko prideš v nek prostor, a veš, introvertirani jim je tako malo neugodno pristopati. Meni je vedno neugodno. Meni tudi. Ja, vedno. Vedno, kamorkoli pridem. In jaz sem mislila vedno, da sem sramežljiva, ampak pa so mi sodelavci rekli, pa kaj s tabo, pa ti nisi, ker očitno so še mogoče drugi bolj. No, in kdaj si začela plesati? V katerem razredu? Osnovni že? Ne, jaz sem začela plesati šele v 2. letniku srednje šole. In to je bilo ful zanimivo, ker ples mi je vedno bil fajn, tako. Večina začne svojo plesno kariero že pri 3 letih, 4. Jaz sem pa v 2. letniku srednje šole šla za eno sošolko na plesno šolo, pač pogledati in mi je bilo okej, nič da bi mi bilo nekaj, to bo moja kariera. In mi je bilo fajn plesati, ne. In potem je bila avdicija za tekmovalno skupino in sem jaz ful samozavestno seveda šla na to avdicijo po 1. letu plesanja. Za kjer ples? Hip-hop. Aha. In nisem bila sprejeta, valjda. Se zdaj, ko gledam nazaj, mi je logično, da nisem bila sprejeta, ampak mene je to tako razjezlo, da jaz nisem bila sprejeta, kljub temu, da sem bila začetnik, da sem potem 1 leto, naslednje leto hodila na vse treninge, kjer komorkoli je bilo možno na plesni šoli, na hip-hop, na jazz, na vse, kar je bilo možno, samo zato, da sem se natrenirala, da 2. leto pa bi jaz lahko bila v tekmovalni skupini in sem seveda bila. Ne, Ja, pa si pred tem, ko so te zavrnili, si kdaj plesala hip-hop? Ne, tisto je bilo edino leto. Okej. Ampak po 1 letu si ti še vedno čisti začetnik, nisi za tekme. Ampak to pa sem veš 4 meseca, tako me je razjezlo, da nisem bila sprejeta, da sem rekla, jaz bom vse naredila, da bom sprejeta in sem začela. In potem sem bila sprejeta v tekmovalno skupino, kaj pa se je tudi zgodilo, ta punca, ki pa je učila začetnike, je šla pa v Ljubljano študirati. In jaz sem bila ful zagnana in vsi so me videli, da sem ful zagnana in imam ful energije in so mi dali možnost, da učim začetnike. Tako se je pa potem začela moja kariera. Ker so pač videli v meni potencial. Ampak si učila majhne punčke oziroma... Bili so, ti prvi začetniki so bili mladinci, to so bili stari med 12 pa 15. Najstniki. Skoraj že. Okej. Zdaj pa tebe še nekaj zanima, a ne? Osebna rast. Ja, res je. Kam pa to paše? V katero obdobje? To si tudi nekaj učila. Ja, v bistvu res je. V katero obdobje? Jaz bi rekla, da vse skupaj se je začelo že v srednji šoli.
Moja mama je drugače precej v osebni rasti, dela tudi terapije. Ona je bila tista, ki me je spoznala z Louise Hay, pa z njenimi knjigami pa to. In ona je v bistvu bila tista, ko me je v bistvu že v srednji šoli, ko tega itak dogaja na polno. Pa jaz sem bila taka, da sem želela biti pač vsaj prav dobra, pa mi je to pač ful pomenilo takrat. In ona je bila tista, ko mi je večkrat rekla, glej, pazi, kako razmišljaš, usmeri svoje misli, vizualiziraj si in se bo zgodilo. In tudi dostikrat mi je rekla, glej, Katja, če se ni zgodilo, že ni bilo namenjeno. Veš, da sem s temi nauki rasla. Ja, in tudi mami mi je rekla večkrat, glej, zaupaj in verjami, da se vse dogaja v tvoje najvišje dobro. Tako da to je njen stavek, to ni moj stavek. Tako da v bistvu v srednji šoli je ona meni ogromno tega predala, čisto. Pa si jo hotela poslušati? Mislim, a veš? Ja, ker smo dejansko imeli vedno ful dober odnos. Pa še zdaj ga imava. Tako da ful ji zaupam, tudi mojemu atiju, pa to imamo res ful fajne odnose, ful take odkrite. In ja, ker sem videla, da to deluje, ne, mi je bilo fajn pač poslušati, kaj govori. Tako da v bistvu, ja, in potem skozi te knjige, Louise Hay in ostale knjige, ki jih je imela doma, tudi sem v bistvu začela spoznavati ta svet. Bolj intenzivno, pa potem, ko sva začela ravno ta mrežni marketing delati, ker ti mrežni marketingi imajo vsi tudi del namenjen osebni rasti, ne? Okej. In tu pa potem malo bolj, ne? Okej. Ja. No, jaz moram povedati, da sem jaz v tvoji šoli marketinška družina že 2 leti in da ti pač odlično združuješ to osebno rast tudi z učenjem. Se pravi, da se mi ne učimo samo marketinga in kako pisati objave, ampak tudi kako pomemben je naš notranji svet. Ne samo za podjetnike, za čisto vse pravzaprav, ampak podjetniki, ki pa rabimo pritegniti stranke, pa itak vemo, koliko je to pomembno. Ja, res je. In kako to, da si ti to združila v bistvu? Kdaj je prišla ta ideja, a že takoj, ko si zamislila šolo, da boš to? V bistvu ne. Zdaj, ko gledam nazaj, v bistvu je bilo tako, jaz sem zaradi tega mrežnega marketinga začela prakticirati hvaležnost, odpuščanje, pa te take osnovne stvari, s katerimi se spoznaš. In potem, ko sem naredila svoj prvi tečaj marketinga, ki je bil za Instagram, ni bilo nič tega notri, ne. Je bil samo, kaj objavljati, kdaj objavljati in te stvari. No, samo to je bil kratek najbrž. Ja, je bil naprej posnet, pa to ni bilo nič poudarka na tem, da je tudi to pomembno. Ja. Šele potem, ko smo pa v bistvu za šolo prvo leto začeli, oziroma niti ni bila še šola, bilo je kot članstvo varianta, sem pa videla, da večino stvari, ki smo se jih notri pogovarjali, so bile stvari, ki so imele izzive ravno na tem področju. Torej, ne da oseba ne bi znala objave napisati, ali pa ne bi znala pravilnih hashtagov poiskati, ali pa ne bi znala slike narediti, ampak je problem, da jo je strah ob tem, da ne zaupava se, da ne zna cene postaviti, da ne vidi, kaj vse je dobro, vidi samo, kaj vse ni dobro. In potem sem v bistvu čisto spontano moje izkušnje začela deliti notri in v bistvu nastalo potem. Sam mi, ko smo že štartali, se mi zdi, da je že bilo enkrat na mesec ta mindset srečanja. Ampak to je bilo šele prvo leto, ko je bila prav šola. Ja, šola. Prednje je bila pa šola. Okay. Prednje je bila pa šola, je bilo pa še 1 leto, ko je bilo pa kot članstvo, takrat pa tega ni bilo nič. Takrat sem jaz videla, Ja, se pravi, ti si skozi delo z podjetniki videla, kje imamo izzive. Ja. Pa si imela ti tudi izzive? Ja, vse jih imaš vsak. Mislim, a veš, ti si že tukaj delala na tem. Jaz sem začela bolj kot ne na tem delati pač par let nazaj. A ne? Ja, razumem. Jaz sem bila v bistvu popolna, tako da meni nikoli nič ni manjkalo. Ne, zdaj, ko gledam nazaj, vedno je bilo to del, mislim, itak, da vsak ima izzive, pa ni prodaje, pa ni mogoče, dobiš kako stranko, s katero naj bi želel delati, ali pa se ti zgodi kakšna krivica v tvojem svetu, ali pa kriviš druge, pa to, jaz mislim, da vsak gre skozi neke določene stvari, tako da definitivno se je marsikaj dogajalo, ampak jaz ne vem zakaj, ampak jaz tako hitro pozabljam te stvari. Ja, že z namenom. Ja, res, ne premlevam tega, kar je bilo, ampak skozi gledam,
nekako ali naprej, ali pa na trenutno situacijo, tako da nič ne bi spremenila. Ja, sej to je pa najboljš, ker jaz sem imela tudi izzive z zaupanjem, vrednostjo in tako, ne, ker misliš prej, ko si ti na neki poziciji v službi in ti vse hodi k tebi in ti se ne rabiš kazati, da pač sploh nimaš teh izzivov in ko prideš, ko si sam, vidiš, kaj vse je tvoj izziv. O moj bog, jaz si ne zaupam. Ja, res je, meni je bilo to. Ne zaupam si, pa nisem dovolj vredna. Nisi dovolj dober, nisi dovolj vreden. Ja. In meni se zdi to, da se mi je to aktiviralo. Mislim, po eni strani je meni seveda zaustavilo to podjetniško pot, ampak mene je pa odprlo, da sem jaz zdaj boljša, ne? Ja. Jaz bi rekla, da brez zaupanja na podjetniški poti se ti po mojem lahko zmeša. Ker je iz vidika sistema, v katerem živimo, kako mi gledamo, dostikrat je precej, kako bi rekla temu, ne veš, kaj bo. Ja, služba je predvidljiva, toliko. Ne? Ta del pa ni, ne? In v bistvu ti vrže vse strahove ven, ne? Ni kontrole, ni varnosti. In ti moraš sam začeti čutiti to v sebi znotraj in vedeti, da je to v bistvu vse v tebi, ne? Da tudi služba je navidezna varnost, če lahko temu tako rečemo. Ne? Se mi zdi, da itak ne moramo biti, a veš, pa tako maksimalno pravljeni. Mislim, ok, boljš je že, če si, ne, ampak se mi zdi, da ko greš, pač splavaš in je vedno nekak prav timing. Ja, vedno. Ne moreš čakati, da boš zdaj popoln, ker lahko čakaš do smrti, ker se učimo itak skozi, ne. Ja. In res, ko gledaš nazaj na podjetniško pot sploh, pa tudi na splošno v življenju, se je vedno vse točno tako je moglo biti. In to se mi zdi, ti mali čudeži, recimo v soboto sem bila na enem dogodku in mi dve pridemo s prijateljico tja, malo smo zamujali, ker je bila avtocesta čisto polna in ni bilo parkinga. Ampak ta organizatorka je rekla, da če ne bo parkinga, mi lahko parkiramo kar tam in koga zaparkiramo. Pa ni fajn nekoga zaparkirati, tako to je proti mojim vsem načelom, ampak mi dve pridemo tja, vse je bilo polno in zaparkiram tam 3 avte, ne. In se parkiramo in jaz tako razmišljam, zaparkirala sem, veš pač, kar začne ti možgani delati, pa gremo noter na dogodek, pa jaz se razmišljam, pa glej, Katja, izklopi zdaj ta parking, vse je ok, če bo karkoli, bo že kdo prišel do tebe. Ni minulo prva pauza, čigav je moder Megan. Veš, tisto, ko bi se narešil dal vrečko na glavo. In jaz tako moj. In grem ven in sta ravno dva šla ven, ki sta bila na tem dogodku, ker sta mogla predčasno domov in jaz sem dobila parking. In v bistvu v prve pol ure se je rešilo. Moj je bil tisti parking, ki drugače je bilo še več avtov, ki je zaparkiralo, ampak ona dva sta šla ravno tam ven, kjer sem jaz bila in jaz sem lahko potem parkirala in ostalih 5 ur. In to je to zaupanje, ko vidiš, življenje vedno poskrbi za naše najvišje dobro in te male stvari, ti mali čudeži, ko se dogajajo, so tako, to je to. Tudi jaz, se mi zdi, da ko sem začela ustvarjati, kozmetiko, jaz si nisem predstavljala, da bo to neka taka bolj energijska zadeva, ampak se mi je tako močno pripeljalo, da ravno zaradi tega, ker sem jaz sebe mogla odpirati za ljubezen in za zaupanje in za vrednost, da sem jaz nekako vse to dala v izdelke. Kako dobro, ne? To mi je tudi Miha pol kanaliziral in tako da vse je dobro. Evo, in zdaj greva k Andreju. Zadnje leto... Sklopi zdaj, Andrej, če gledaš. Zadnje leto je on zraven, dobro, zdaj je tudi v šoli, ne? Sva Mija sošolca, ne? Samo res je. Ja, ampak on je že lani bil celo leto, najprej si imela sama ta srečanja, osebna rast, zdaj je on zraven. In kako je prišla ideja, da to povežeta, mislim, ker moram reči, da sta super in da je ta dinamika vajna res pač ful dobra in mene inspirira in če se spomniš, mogoče ne, ker imaš veliko teh... Se spomnim, boš povedala. Ja, jaz sem ti 2-krat poslala sporočilo, oh my god, kako dobra sta, kako je to dragoceno, da vidimo tudi mi to za svoj odnos, ne? Kako je prišla ideja?
Andrej je bil, pa še vedno je, bi rekla, bolj močen na področju mindseta kot jaz. Definitivno. A res? Ja. Mogoče včasih ne deluje tako, ker jaz sem glasna, pa me, ne? In mogoče on ne pride tako do izraza, ampak je on tisti, ko bolj zna iz ptičje perspektive pogledati stvari, pa povezati med sabo, ful mu logični dela, hkrati je pa tudi ful intuitiven in ful čuti stvari. Tako da, zato sem se odločila, zato ker marsikaj, kar sem jaz z vami delila na tehle srečanjih, so bile v bistvu njegove besede ali pa njegova spoznanja ali pa njegov pogled in se mi je zdelo, da ste prikrajšani za to, da bi slišali skozi njegove oči določene stvari. In zdaj se mi zdi, da je tako fajn, ker mogoče odpremo neko temo in potem oba pogledamo na to temo. Ja, ful dobro. In je nekomu sede mogoče bolj Andrejev pogled, nekomu bolj moj in se mi zdi, da se tu lahko ful dopolnjujemo. Tako da res sem hvaležna. Ja, ful dobro je to, res. Tudi Majo ful poveže kot par. Ja, no, to pa je moje naslednje vprašanje. Čeprav morava iti pol na temo. Ampak to je pa moje naslednje vprašanje. Koliko je to pomembno, da sta oba na tej poti, ne? Recimo, meni se zdi pomembno in je ful dragoceno, da moj Boštjan tudi sodeluje z mano in da sta skupaj, ampak ni še tam, ne? Mogoče, ja. Ampak meni se zdi to tako dobro, da lahko ti s partnerjem, ki je tvoj najboljši prijatelj, še debatiraš te stvari, a veš, ne da... Meni je ful težko zdaj reči, ker ne vem, kako bi bilo, če ne bi bilo tega, ne? Tako nimam te primerjave, ker prej, ko sem bila v partnerskih zvezah, vedno sem imela fajn partnerje, za dobenega ne morem reči, da sem imela že prej dejansko dve resni zvezi, tako da sta trajali skoraj 4 leta in v obeh sem imela ful fajn odnos. Je pa res, da v dobeni nisem gradila svojega biznisa, tako da ful težko rečem, ker nismo rabili skupaj delati. Če pa pogledam Najo na začetku, ker mi v bistvu na začetku tudi nismo gradila svojega biznisa skupaj, pa zdaj, ko ga gradimo, je pa tudi vse ostalo, kar delava skupaj boljše, ne? Ker enostavno se morava pogovarjati ful enih stvari, ki se jih sicer ne bi, pa si res vpet v mogoče podobne stvari, zdaj bo tudi Andrej začel svojo poslovno pot malo bolj resno, in je ful fajn. Ne vem sploh... Ja, pa sta vidva v štartu, ko sta začela, sta v bistvu bila oba odprta za te stvari. Ja. Aha, oba sta že bila odprta. Ja. Ok, pa veš, to je ful dobro, no. To pa ja. Mislim, kaj je bilo meni najbolj fascinantno, ko smo midva postala par, je bilo to, kako ravno Andrej ima to logiko, kako on povezuje stvari. Sploh ne znam ti razložiti. Njemu res hitro delajo možgani, ali kako bi rekla, in meni se je zdaj on tak noro pametno, veš, tak challenge mi je bil, ker sem jaz v bistvu zraven njega mogla ful bolj razmišljati, kot v vseh prejšnjih zvezah. Zdaj tak smo se uravnala, ampak mi je bilo to fajn, veš, ker je bilo tako drugače, ne znam povedati, ni bilo dolg čas, ko se nekaj dogaja, ampak v dobrem smislu. In mi dva zdaj smo na točki, ko se samo pogledamo, pa je tak, aha. Ampak eni ljudje, a veš, recimo so tako, ne vem, naša Maja je ful modra. Ona ni za račune, ampak je pa modra. Ona je tako, pač, a veš, tako zna, kakor si rekla, da on, ko zna pogledati, ne, ali pa med vrsticami vse poveže. Ja. Pač ni, za šolo je pa ni, ne, se mi zdi, da... Ja, mogoče Andrej enako, ja. Da je tudi na podoben način, sicer on za številke pa te stvari je, dobro, ja. Ampak jaz sem bila vedno tista ful pridna, pa vse on pa je vedno malo uporniški, pa malo, pa ne da ne bi bil priden, ampak vedno tak, ne bom rekla proti sistemu, ampak vidiš širše, pa ko se nekaj odloči, pa to ful stoji za tem, ne, ga ne premakneš. In to je meni všeč, ker jaz pa sem malo tak. En teden malo tak, drug teden mi je kaj drugega. Se imam jaz v bistvu enega tajega doma tudi, veš, pa ne moža, sina. Ja. Mene pač malo odnaša, ne, v neke, pa to mi je zanimivo, pa ono mi je zanimivo, pa malo bi to, pa malo ono, in tako meni vedno Andrej reče, ne. On je tisti, ko mogoče jaz sem malo prehitra, on pa zna malo
potegniti nazaj, kar je dobro. Ja, Rabiš dobro je. Se ta- tudi jaz, veš, Ja. jaz sem tako bolj, nisem tako zemeljska, moj Boštjan je ful zemeljski in se mi zdi, da rabim mogoče Ja, enega tajga, ja. no. Koliko bi mogoče včasih prej si mislila, da bi bilo fajn, da bi si bila bolj podobna. Zdaj vidim, da mi je dovolj, da imamo podobne cilje, pa podobne vrednote, pa podobno gledamo na stvari. Kar se pa tiče karakterja, pa nekih talentov, ko jih ima vsak, pa se mi zdi, da je super, tako je. Ja, Ker se dopolnjuješ. ja. Vse mi gre na živce. Glih včasih to, da je tako počasen, tako se on to ve. Pa njemu gre na živce, da sem jaz prehitra, pa mogoče puščam kakšne stvari odprte, pa veš tak. Ja, Ampak je pa glih to pol naredi, se mi zdi, Ja, razmerje. malo pa more začiniti. Ja, ne. se. Ok, lej, midve bo zdaj končno izdale današnjo temo in to je hvaležnost. Mi smo imeli lani tudi aprila to temo in mene si ti takrat navdušila in ko sem razmišljala, da bi imela te pogovore, sem ti celo rekla, ti boš moja prva gostja in govorile bomo o hvaležnosti. Pol nisi bila prva, ker pač jaz si nisem upala s tabo in sem mogla z Mihom najprej prebijati let, ampak še vedno je bila pa želja, da govoriva o hvaležnosti, pa me zanima v bistvu tvoja zgodba oziroma tebi je hvaležnost, si rekla, spremenila življenje, začela si, tvoje življenje je danes veliko bolj čarobno in tako me zanima v bistvu, kako si se spoznala s hvaležnostjo, pa kdaj. Tako se mi zdi, ko si otrok, ne, te naučijo reči hvala, ne, za vsako stvar, hvala za to, hvala za ono. Pa v bistvu se naučiš to besedico hvala govoriti kar tak, ne, pač za vsako drugo stvar. Potem pa, ko sem začela ravno ta mrežni marketing delati, sem imela enega mentorja in on je meni podaril knjigo od Rhonde Byrne Čarobnost. In jaz sem takrat to knjigo dobila, ne vem zakaj že je, ali ne vem, v glavnem. To je 5 let nazaj, recimo. To je bilo 2017. To je že zdaj 7 let, ja. A ja, 7, ja, pa Ja, res. 7 let, ja. In to knjigo sem jaz takrat dobila in sem jo začela brati. In v tej knjigi notri Rhonda Byrne pelje skozi 28 dni hvaležnosti in na začetku tudi razloži, kaj je hvaležnost in vse to. In jaz sem to knjigo prvič prebrala in delala vaje, ker vsak dan delaš eno vajo. In ona notri reče, da ti občuti hvaležnost. In jaz nisem nič občutila. In meni je bilo to tako grozno, jaz sem pisala tisto, hvaležna sem za zdravje, hvaležna sem za ono. In ni bilo dobenih občutkov ob tem. In meni je bilo to, veš, pa imaš občutek, da si hvaležen, pa vzgojen, krščansko, pa vse to, pa govoriš hvala, pa to. Ampak enostavno dobenih občutkov. In preberem knjigo do konca in je notri pisalo, da če slučajno nisi občutil tega, da ideš še enkrat skozi, ne. In tako kot sem že prej rekla, trmasta pa sem, ne. In sem rekla, nič, grem še enkrat. In takrat smo z Andrejem živela v Ljubljani in se tako spomnim, da sem nekje drugič sem brala knjigo, bila sem nekje na polovici knjige in zjutraj sem vsakeč hodila na sprehod ali pa telovaditi in sem šla tja na eno igrišče in tako hodim in poslušam neke audiobooke pa to in naenkrat začnem jokati. In to jokati od hvaležnosti. Po mojem, ene 15 minut sem se skupaj jokala od take hvaležnosti, vse, kar sem razmišljala tisti mesec pa pol, ko sem delala te vaje, vse za družino, za noge, za zrak, da ga lahko diham, da vidim. V glavnem, veš, kar ven iz mene je šlo. In takrat, ko da bi se nekaj odprlo, ne vem, ali ko da se ti srce odpre in takrat potem se mi zdi, da sem začela čutiti to, kar je pisalo v knjigi, da bi naj čutila, ne. Ampak nisi pa obupala vmes. A veš, Ne. vseh 28 dni si šla. Ja. Mislim, kje je tebi taka volja, ker jaz tudi bom pol povedala, da smo mi delali, jaz se pač ustavim pri 19, 16, ker ne sfolgam z življenjem in nimam tiste discipline. No. Jaz tudi nisem dolgo vedela, od kje je meni ta vztrajnost. Potem pa smo enkrat na coachingu z Nino Sterle, ki je bila tudi tvoja gostja, delale, šle smo nazaj v moje otroštvo in v takrat, ko sem se rodila. In jaz sem se rodila 1 mesec prehitro moji mami
in potem sem imela neke možganske krvavitve. In moji mami so rekli, ko sem bila jaz stara par tednov pri zdravnici, da verjetno ne bom govorila, ne bom hodila, ne bom nič. Oh my god. In takrat je moja mama to valjda vrglo s tira. In zgleda, jaz kot mali otrok sem tudi valjda to slišala in to doživljala. Jaz se sicer tega ne spomnim, ampak ko smo šli nazaj, sem se lahko dala v te občutke. In takrat je moja mama sklenila, da to, kar so oni povedali, Ni resnica. ne bom vzela Ja. za svoje in da bo mene, jaz sem sicer malo kasneje shodila, ampak da bo ona vse naredila, da bom jaz okej, ne. In zgleda, da mi je to vztrajnost, ta situacija dala, ker smo wow. potem z Nino ugotovili, da ravno iz tega ven je ta vztrajnost, ki jo pa res imam, ne. Ko si nekaj zapičim, pa se odločim, pa si nekaj res želim, pa da imam notranjo motivacijo, glej. Zato sem po mojem tudi ful taka tekmovalna, to sem priznam. A si? Ja. A res? Ja. Up. Ja, jaz sem še v osnovni šoli odbojko trenirala, pri plesu smo skozi tekmovali, meni so tekmovanja. A veš, kaj sem pa jaz danes razmišljala? Ker sem se vozila v Ljubljano, pa pojma nimam. Ja, vem, kak je bilo. Na križišču je bilo tako, da smo bili 3 pasi in smo štartali. Istočasno. In sem jaz ful na gas dala. In sem rekla, oh my god, Darja, kaj se pa dogaja s tabo? Jaz pa nikoli nisem bila tekmovalna, nikoli. Okej. Nisem marala nobenih skupinskih športov, ker sem bila, tako vedno sem kar prepustila. Zanimivo. In sem razmišljala, lej, kaj pa je s tabo zdajle, Na ne? mene si se priklopila. Na tebe, očitno. In veš, kaj se mi je pol pripeljalo? Da, ker nisem bila pokonektana z sabo, sem pač bila razpršena in nisem znala imeti tega fokusa. Ne. Okay. Mislim, Ja, to mi je bilo, lej, 2 uri nazaj se mi je to Zanimivo. zgodilo. Mislim, jaz imam rada in skupinske športe in tekmovanja. Sicer nisem obremenjena, če ne zmagam, mi zdaj ono na vse ali nič, ampak rada imam neke dosežke, pa to mi je bilo vedno tako zanimivo, tako malo sebe potisniti ven iz neke cone obdobja, to mi je ful. No, sej iz cone obdobja se jaz tudi potiskam, ne? Sam pač to se mi ne zdi Ja. kot neki... Ja, sama Neka- sabo tekmujem, ne. A ja, to pa ja, Ja, to ja. pa ja, to pa Tako ja. da, to mi je najboljše. Mislim, fajn me je, ja. Tako da. Zanimivo. Ja, ful zanimivo je. Zanimivo. Ok, no pa vrneva se k čarobnosti. Se pravi, tudi zadnjič sva z Nino o tem govorile, ki si jo prej omenila, ravno o tem, ne, da je že Albert Einstein rekel, da lahko gledamo na življenje na 2 Ko da je načina. vse čudež ali pa nič. Ne? Ja, Ja. tako. In jaz vidim ravno hvaležnost tukaj Ja, res je. ful zraven, a ne, da če smo hvaležni, Ja. bomo mi v bistvu videli dobro. Ja. In to mi je bilo no, zelo zanimivo, da sva že takrat potegnali vzporednice z tem. Se pravi, ti si delala pol vaje po knjigi. Ja. In pol si imela tudi izzive, Mhm. si vodila izzive na Facebooku. Ne? Ja. Mislim, odkje to? A veš, mislim, se pravi, tebi je neka. Mislim, jaz itak sem tebe že videla, kot da marketing ni edino, kar nas ti učiš, Ja, res je. ker prinašaš, se mi zdi, veliko več na ta svet, ampak jaz nimam, ne upam si, da bi jaz naredila en izziv. A veš, kaj je tebe gnalo, da si delala te izzive? To se tudi jaz sprašujem, ne vem, Darja. Meni je bilo, kaj je meni tako, veš, ono, da rečeš, ko je nekdo drug srečen, ne vem, meni je to tako, ko nekomu nekaj uspe, Wow. ja, Wow. ne vem, tako mi je fajn, ko vidim, da so ljudje srečni, ali pa ko se zgodi nek aha moment, ali pa v šoli nekomu nekaj rata. Ravno danes mi je ena napisala, dogodek imam razprodan, ne morem verjeti, ne, pa je v bistvu en mesec nazaj bila totalno nehvaležna, res tako ful transformacijo naredila v tem mesecu, pa bi rekla, da ravno hvaležnost bila tista, zakaj si je ona zdaj ta dogodek napolnila. Aha. In mene je vedno to tako, recimo, ne vem, zakaj sem naredila prvi izziv hvaležnosti, se ne spomnim, kaj je bilo takrat moje, ampak ja, vem, kaj je bilo. Meni je bilo to tako, takrat, ko sem se tako razjokala, meni je bilo to tako
tako neverjetni občutki so bili in tako lepe stvari so se mi dogajale takrat, da sem si želela, da vsi to vidijo, da se jim lahko dogajajo lepe stvari. In vsak izziv, ko sem ga naredila, pa to je bilo vse brezplačno, mi je bilo tako kako lepega se dogaja na svetu, samo zaradi tega, ker ljudje to delajo. Kaj ni to svetovno? Ne vem, meni je to, ne vem. Ampak veš, koliko moraš biti pokonektan s sabo, da sploh to, po moje, Ja. mislim, a se ti sploh zavedaš? A. A veš? Ja. Mislim, Ja, ne na se. To mi je, mislim, tudi ko pred časom sem se spoznala za human designom ja. in mi je ona rekla, da imam eno linijo, nekako grlo, povezano s srcem pa voljo, ali nekaj ne vem točno več kaj, in da imam nezavedni kanal, tako da se ga ne zavedam in da se ga verjetno nikoli pač ne bom prav zavedala. Tako da meni je tudi fascinantno, ko kam pridem, pa mi kdo reče, da me pozna, pa tako mi je tako cool, veš, ni mi tako, mene vsi poznajo, ampak mi je tako Skromna lepo. Mislim, lepo se mi zdi, ne zdi se mi pa nič takega. Ne, veš, ker se ravno, ne vem, mogoče zato, ker se ne zavedam. Ne vem. A ta human design, Ja. jaz nič ne vem o tem. Ja. Lahko spregovoriva par besed. Mislim, kaj je to sploh? Ja. Mislim, a znaš to povedati v 2 stavkih, če ne bova preskočile? Mislim, Ja, ker podobno ti je. nisi strokovnjakinja, Ne. ti si zdaj šla se spoznavati. Jaz sem šla na dve analizi, da mi Aha, je naredila okej. Sabina Vodlan, meni je bilo fantastično. Teda v bistvu na podlagi tvojega rojstnega datuma pa kraja rojstva, tako kot pri astrologiji, se potem izpiše tvoj human design in ona iz tega ven razbere, kaj so tvoji talenti, katere stvari imaš bolj definirane, na kak način delovati najbolj optimalno za tvoj dizajn. Se pravi, to je tako kot astrologija, podobno. Ali je tle kakšna To zdaj druga ne morem veja? točno reči, ker nimam toliko znanja, ampak enako ti pač pove nekaj stvari na podlagi tvoje karte. Tako da predlagam, da imaš še enkrat Sabino za sogovornico. Ja, moram prvo, jaz sem veš malo to sploh. Tako da, mene je ful potegnilo, res mi je bilo tako ful zanimivo, ampak ob vsem, kar trenutno delam, ni mogoče toliko časa za to, ampak imam željo, da bi tudi to Ne, imala. vse to. Ja. Jaz nisem razumela, veš, jaz sem mislila, Ja, ja. da ti študiraš kaj to, da ti Ne si bila še. na analizi. Ne Ne še. Aha. Ja, me pa ful mika, priznam. To je zdaj ena izmed stvari, ki po dolgem času me to res ful zanima. Ful. Mene me pa čaka, da bomo to gledali čez 5 let. Mene pa ne zanima to toliko, Ja. ker se mi zdi, da bolj me zanimajo energije. Pa, Vse je a tudi s veš? tem povezano. Je tudi. Ja. Ker imaš v bistvu 9 energijskih centrov, ne? Ki so ali definirani ali nedefinirani. In te lahko to pušne naprej. Ja, valjda. Itak, ker ti ona pove, kaj so tvoji potenciali in bolj razumeš, na kak način delovati, kako se odločati v življenju. Ne? Kaj pa v prihodnost, pa nič ni tle. Ne, Mislim, a veš, da bi... Ne. To je samo pač, kak si ti narejena, pa pač, a vidiš, a živiš po svojem dizajnu, ker pa imaš več energije, bolj znaš se odločati v situacijah, ali pa pač ne živiš po svojem dizajnu in bolj težje neke stvari stečejo, ne? Čisto tak. Pa je to povezan z, mislim, kakšnimi dušnimi zapisi ali ne? To bi ti Sabina znala boljše povedati, ne upam nič za to. Ne, se vem, ampak a veš, dušni zapisi so pa neki, tako, neki druzga. Ne? Ja, tako da ne vem. To si bila kdaj? Ne. Tako je smer. Največ pač, kar imam s tem stika, je preko Nine Strle, ravno da smo delali kakšna intuitivna svetovanja, pa postavitve družine, pa to mi je ful blizu, to je pa to. Pa je prijem k tebi. Aha, ja, pri meni bo postavitev družine, junija. Zdaj, tudi mi smo imeli v bistvu to, a ne? Tudi za nas si pol to pripravljala vsako jutro ob 6. In jaz sem pač, ker nisem tako, pač mogoče pa res je fajn, da bi zvedla, odkje nisem jaz tako organizirana, da jaz zdržim tako do 16, pa pol zaključim, veš. Ne vem, pač ali mi ni to prioriteta, ali mi ne vem. Jaz tudi ne. Je pa res, da mi je vse en ful dal, a ne, in bom pol usput, ko boš ti povedala, kako ti prakticiraš, bom seveda tudi jaz kaj podelila. Skratka, kakšne so bile pri tebi pač spremembe pol, ko si začela s tem? Premiki najbrž na vseh področjih. A sta vidva oba začela takrat? To pa ne vem. Ful dobro vprašanje. V bistvu na nek način ampak vsak malo drugače, veš. Jaz sem šla to knjigo skozi, pa sem jo brala
Takrat smo z Andrejem živela, ko smo prvič to delala, smo živela v garsonjeri v Ljubljani in je mogel poslušati. Aha, ja. Ker sem se jaz javljala zjutraj. Zato, ker si se ti javljala. Aha. Tako da to je bilo takrat 7 let nazaj. Teda v bistvu, takrat je on itak ni imel izbire, tako da na neki podzavestni ravni je itak poslušal. Ne? Ampak on je zdaj čisto v tem tudi. On je takrat tudi začel pisati hvaležnost nekaj časa, ampak njemu recimo njegov način prakticiranja je skozi glasbo. Ogromno poslušamo te Karen Drucker komade, ki so o hvaležnosti. In se mi zdi, da Andrej na nek drugačen način prakticira, ampak bi rekla, da je mogoče še bolj hvaležna oseba kot jaz. Ja. A res? Ja. Mene že včasih kaj tako odnese, pa to on ful hitreje vklopi zavedanje, pa obrne situacijo. Ja. No, se pri nas je tudi tako da mogoče smo ženske vseeno malo bolj furjaste. Pa odvisno v katerem delu cikla smo, zdaj, ko sem v zimi, kar vidim. No, s tem si se tudi začela pred kratkim ukvarjati. Lansko leto sem bila na delavnici od Vesne Juvan in takrat, vse sem že prej vedela, da smo ciklične pa to, ampak ona res tak na taki preprosti način razloži to žensko cikličnost in mi je bilo ful fascinantno, kako bi zdaj to povezala z biznisom, pa kaj se mojim ženskam dogaja, ker imamo ogromno žensk v šoli, ne? In potem res vidiš v šoli, ko nekdo pade ven iz sebe in bolj ga sam vprašaš, v katerem delu cikla si v zimi, počakaj kaki teden. Ja, mislim, počakaj kaki teden, pa ne bo več tako grozno. Tako da se mi zdi ful pomembno to tudi, da veš, da recimo, če delam jaz delavnico v šoli, pa si ti v času pred menstruacijo ali pa med menstruacijo, pa si ženska, boš takrat ful težje dojela vse informacije, ki ti jih dajem, sploh če so tehnične, ker ti možgani enostavno takrat delajo drugače in je vse ful nepovezano in abstraktno. Če pa delaš delavnico v času pomladi ali pa takrat planiraš stvari, to je pred ovulacijo ali pa po ovulaciji, se mi zdi, da si pa čez neke druge energije in takrat kar vse ima smisel in kar vse se poveže. In res je. Jaz se sicer moram reči, da sem se zelo pozno s tem spoznala. Ne? Razumem. Že v bistvu v menopauzi skoraj, tako da bi si tudi želela eno gostjo, ki bi o tem govorila. Tako da se mi zdi fajn, no, da tudi o tem ti govoriš. Mislim, da si imela tudi na kavici enkrat. Vesna, ne? In tudi Vesna je rekla, ne, da če si v menopauzi, da enako samo da je težje identificirati, kdaj ne. Mogoče po razpoloženju. Ja, dejansko si 3 mesece zapisuješ in potem vidiš malo, ker je ful razlika. Ful. Se vem. V glavnem, mi smo tudi govorili takrat na predavanju o tej hvaležnosti in da je hvaležnost najvišje na tej lestvici prijetnih čustev. Tako da je ful pomembno res, da smo tam. In da se opominjamo, nekako, ker se mi zdi, kaj bi ti rekla, da smo hvaležni, najbrž ni. Mislim, ne, nasplošno se mi zdi tako popularno, da mislimo, da smo, pa v resnici bi sigurno lahko bili še bolj. Vsaj jaz vem zase. Kaj je popularno, ne? Da ti zjutraj ali pa zvečer napišeš hvaležnost, pa je to. Pa ne čutiš tega, ne? To se mi zdi, da je popularno, da pišeš, ampak je to v bistvu hvaležnost, bi rekla, da na začetku valjda jo pišeš, ne? Da mogoče je to lahko prvi korak, ampak jaz zdaj več ne pišem hvaležnosti, jaz sem hvaležnost. Ne? In se mi zdi, da do tega priti, da ti lahko v vsakdanjih situacijah, ki te vržejo s tira, znaš obrniti perspektivo, pa rečeš, počutim se neprijetno, ampak ne vem, za nekaj je to že dobro. Veš, da znaš tu shiftati v vsakdanjem življenju, to se mi zdi, da potem res živiš hvaležnost. Tako da bi rekla, da bi se moglo v današnji družbi več govoriti o tem, kako živeti hvaležnost, kot pa pisati hvaležnost tisti jutranji rutini ali večerni. V bistvu tako kot afirmacije. Sej ni dovolj, da ti govoriš si afirmacije, ti moraš v bistvu takrat čutiti to, kar govoriš, ker to je tista visoka vibracija, pa tista najvišja na lestvici. Tako da bi rekla, da je tu mogoče danes izziv, tako vidim, ko se s kom pogovarjam. Ker je pa res, da marsikomu pa je izziv že sploh najti stvari, za katere si hvaležen. In to se mi zdi od Nine Sterle tako dober tisti stavek, da če bi pred spanjem pomislil na
za kar vse nisi hvaležen pred spanjem, drugi dan tega ne bi več imel, ali kak je rekla, ne? Za mene, ko Ja. štita, pri srcu. Ja. Samo ni ful dobro. Ja. Tako ful ti da misli. Ful. Okay, kaj vse je bilo danes dobrega, kaj vse Ja. hočem, da se jutri ponovi in pol res obrneš perspektivo. Ne? Ja, res. To mi je bilo svetovno. Ful velikrat smo še vedno, mislim, imamo stvari za samoumevne, ne? To sta tudi vidva takrat govorila, osebe, stvari. Ja. In se celo pritožujemo, in se mi zdi, da ne moramo biti hkrati v pritoževanju, jezni, in pa hvaležni. Da v bistvu res je tle hvaležnost izbira. Ne? Ja, res je. Pa to ne pomeni, da ne smemo biti jezni, valjda, ko si jezen, se... Ja, točno to. Ne? Ampak da vseeno znaš vedno potem pogledati na situacijo iz tistega zornega kota hvaležnosti. Ne? Ker marsikaj, zakaj se danes jezimo, ali pa nas skrbi, ali pa karkoli, se ali nikoli ne bo zgodilo. Ne? In pa hkrati, ko pogledaš nazaj, se tega sploh ne spomniš več. Ne? Tako da se mi zdi, da ta hvaležnost, pa se spomniš, kaj je bilo lepega, kaj je bilo dobrega. Tak, no, iz tega. Ne, fajn mi je bilo tudi, ko sta izpostavila to, da dajmo se večkrat vprašati, kje smo, kakšna čustva imamo, da takrat gremo vsaj malo višje. Ja, res je. Meni se zdi, da že ko enkrat čutiš hvaležnost, pa da večkrat na dan rečeš hvala, ne? Za take stvari, ko so samoumevne. Meni včasih Andrej reče hvala, ker pojslo postiljem, ali pa pride sam do mene pa reče hvala, ker si pa to. Meni je to tako lepo, kar naenkrat si kar boljše. Tako da take malenkosti skozi dan, ki jih potem ti dvignejo vibracijo in se boljše počutiš. Tako malo je treba, ni tako malo treba, tako res ni treba veliko. Ampak meni se zdi, da tudi mislim, že ko delamo na sebi, tudi če sploh ne poznamo besede hvaležnosti, se mi zdi, da je tega pritoževanja manj. No? Saj jaz vidim. Jaz sem enkrat tudi tlele že javno govorila, da koliko sem se včasih res pritoževala, ker nisem imela kaj za jesti v restavraciji. Zdaj jaz rečem, lej, nekaj bom našla. Reče Boštjan, a gremo tja. Ni važno, nekaj bom našla. Jaz sem bila pa drama queen, veš, prej. Zanimivo. Pa nisem tukaj prav hvaležnost delala, ampak se mi zdi, da vse to, kar poslušamo, kar je dobrega, da pol nekako sprejmeš. Zdaj imam pač ta privilegij, da lahko spremljam tebe že kar nekaj časa. Ne? In se mi zdi, da si tudi ful drugačna, kot si bila takrat. Ampak drugačna v smislu bolj v easy. Se mi zdi, da si na začetku ful bolj k srcu jemala stvari, tudi na podjetniški poti, pa si mogoče neke stvari spravila iz tira, ko si zdaj tako, čist drugačno energijo delaš, pa kreiraš svoje sanje, kot si jih pa mogoče takrat. Ne? In jaz ful vidim napredek, tako da ful dobro. Ne, res ne. Ja, sej v bistvu to, tle sem se hotela dotakniti še zakona privlačnosti, ker jaz prav tako zares bi ful rada enkrat dobila enega, da mi razloži, če se to sploh da razložiti, ampak pač razumem, kar vibriramo, kar oddajamo, to dobimo, in da je to zakon privlačnosti. In je res, kar sem jaz rekla, kdaj Mihu, ki itak je na svoji duhovni poti in je tako res čuti tudi mene, pa sem mu jamrala, Miha ni naročil. Ok, mami, a si se vprašala, v kakšni energiji si? Ja, ne, to pa nismo dobri. Ja, kaj mi pol govoriš, a ne? Pa izprav se. Mislim... Ful je dobro. Večkrat sem poslušala, da recimo tudi ti, ki so ful uspešni ali pa ful uspešni, pač mogoče finančno tudi uspešni pa to, da ko se jim zgodijo kakšni bankroti ali pa kakšne take hudo, res težke stvari, da oni takrat grejo delati nekaj, kar radi delajo. Torej, ne se ukvarjajo za tisto situacijo, ampak grejo dati sebe v dobro energijo in potem ta dobra energija reši situacijo
večkrat, brez da bi sploh oni mogli karkoli narediti. Ne. In to tudi midva dostikrat prakticiramo. Jaz, če nisem pa da čutim, da nisem bom šla ali v gozd, ali bom šla plezat, ker res rada pležem po novem, ali bom se igrala z mačkoma, ali nekaj bom šla delati, ker bom ne bom pa tuhtala v tisti situaciji, pa razglabljala in sem ugotovila, da dejansko to deluje. Ja, Ne. absolutno Ja. deluje, ker čez 2 uri pa vidiš, da kar Ja. pride k tebi, Ja. ne? A pa včasih se situacija kar sama reši. Ja, Ne, ja. to je tako ono. Ja, sam Ful res, v sam redu. Ja, res. dejansko. Tako da v bistvu je hvaležnost na nek način tudi obilje, ker se mi Ja. zdi, da tudi Ja. ti si rekla, da so se ti odprla Ja. marsikatera vrata, a ne? Jaz bi rekla, da je hvaležnost ena glavnih stvari, da je tudi moj posel uspešen. Veš, da recimo tudi, ko dam prodajo ven kakega produkta ali pa karkoli, ne razmišljam, joj, to bo zdaj ne bo uspešno ali karkoli, ampak jaz sem že vnaprej hvaležna za to, da to sploh lahko kreiram, da mi je dano, da mi je ideja dana, da mi je dan govor, da lahko delam te stvari, ko jih rada delam, in potem se stvari kar dogajajo. Ne. Jaz sem tudi sama že imela izkušnjo, da sem recimo lansirala produkt. Jaz imam tak edini produkt, ki ga imam, je ta marketinški planer, in sem ga lansirala in sem bila in potem so bile ene druge stvari, ki niso bile v družini, in je to vibracijsko toliko vplivalo tudi na mojo prodajo, nehaj. da sem jaz mogla potem sebe dati Ja, dobre ja, občutke, ja. da bo prodaja naprej stekla. Tako prav za cel teden, sredi najboljšega prodajnega meseca, to je mesec november, ni bilo niti enega naročila, ker jaz nisem bila Mislim, no, prosim. Ja. A razumeš? Mislim, to bi jaz rada razumela. Ja. Ne samo tako je, Ja. to bi rada razumela. Ampak zakaj bi rada razumela? Mislim, na kak način bi to rada razumela? Rada bi razumela, kako je to povezano, kako grejo, a veš, Aha. pač, kako vesolje deluje, ker jaz Vesolje vem, deluje, to, kar daš, to dobiš. ja, razumem, skozi je ampak, to. a veš, Ja. kdo je tam? A ja, to me Mislim, zanima. pač, tako, a veš, Ja. recimo jaz tudi vem, da smo si bili z Majo namenjeni. Ja. A veš, koliko stvari se je mogli poklopiti, da sem jaz šla na drug konec sveta. Pač, to bi rada razumela. Aha, okej. Kdo, Ja. kje, kako? Mislim, da bi to vsi radi razumeli. Mislim, enkrat bi si želela, da me nekdo kanalizira na to temo, recimo. No, ne. se imaš svojega sina. Imam, tako ampak da. jaz se moram pri njemu naročiti po mailu, a veš, skoraj. Tako da ni tako enostavno. Razumem. Zdaj bi pa rada, da spregovoriva še konkretno, v bistvu, kako prakticirati. Se pravi, vidva sta, mislim, kaj si vse počela? Listke? Ja, zdaj, Opomnike. eno je to pisanje. Jaz sem takrat pisala hvaležnost zjutraj in zvečer. Ne? Druga stvar je, da sem imela potem ob postelji en kamen, to tudi Ronda v knjigi reče, da te spomni na hvaležnost. V bistvu ga lahko imaš za karkoli, samo da te spomni. Zdaj v bistvu to pisanje pred spanjem še zdaj včasih delam, ker ponavadi pišem dnevnik, kaj se je čez dan dogajalo, in potem si še zraven napišem hvala za vse, kar je bilo. Druga stvar so te pesmi. Tako res Karen Drucker, Ja. če bojo na YouTubeu iskali, ima toliko fajnih pesmi glede hvaležnosti, ima enih 20, sam direkt na to temo, ostale so pa tudi joy, pa take stvari. In potem si kar poješ te stvari, ne, skozi dan, in to mi je svetovno. Te listke, ko si omenila, midva sva si nalepila besedico hvala v hladilnik, na ogledalo, v omaro, da si se skozi spominjal, glej, lahko sem hvaležna za oblačila, hvaležna za hrano, hvaležna za vodo, hvaležna za zrak, hvaležna za v glavnem kup enih stvari. Večkrat prakticiram še zdaj, da grem na sprehod in za vsakim korakom rečem hvala. To me vedno spravi v ful dobro voljo. Drugače pa enostavno to neko vsakodnevno prakticiranje, da se zahvalim za hrano, ki jo jem, da se zjutraj dostikrat Andrej reče, hvala za novi dan, kar tak samo od sebe. Tako da se mi zdi, da je res tako postalo to najin način življenja in mi je bilo ful dobro. Pred leti sem imela možnost, da bi v Slovenijo pripeljala enega znanega predavatelja, Joe Vitale, mogoče poznaš. V glavnem, potem zaradi korone pa tega stvar ni šla skozi in njegov ta agent,
je tudi ful za hvaležnost in je Italijan. Je takrat tudi rekel, da največje spremembe so se začele dogajati, ko ni več prakticiral hvaležnosti, ampak jo je živel. Ne? In koliko časa, a veš, ko sta Ja. lepila kot nek vizualni opomnik, da te Ja. spomni ti listki, da ti ponotraniš, koliko časa bi rekla, da Kaj pa sta vem. imela to polepljen? Dolgo smo imela to polepljeno v prvem stanovanju, ko smo to začela, takrat v Ljubljani, ko smo se preselila v Slovensko Bistrico, smo si tam polepila, še zdaj imamo v tem stanovanju polepljeno. Jaz bi rekla, da to pač ne moreš škoditi, če imaš, ker itak pozabiš, ne, si pozabiš. Si hvaležna, ampak za kakšne stvari pa pozabiš, si hvaležna. Ampak en mesec je pa ziher fajn, da imaš, Ja, valjda, da te to opominja. Ampak glej, ne. se to je taka stvar, recimo, če ima nekdo otroke, lahko pred spanjem, namesto, mi smo včasih molili, da ti pa lahko A recimo si bila vzgojena? v čisto, ja, A krščanski. res? Ja. Aha, tako da ste prav molili. Ja. Jaz sem imela celo, jaz se spomnim zdaj v osnovni šoli, da če nisem zvečer, sama sebe sem toliko naredila, da če nisem zamolila pred spanjem, drugi dan ne bo v redu dan. A dej nehi. Ampak to sem si sama naredila, to mi ni mama ali pa kdorkoli. Zdaj, mislim, imam vse zakramente, ne bi pa mogla reči, da je to nekaj, kar je ful prisotno v mojem življenju. Ampak tudi... Pa si molila tako, da si bila zavestno prisotna? Ali Ja. a veš, kaj mislim? Ja. Da Ja. si dejansko Ja. te besede, Ja. a res? Ja, ampak bolj ne toliko oče naš pa te stvari, ampak bolj ta sveti angel, varuh moj. Tako da so bolj v tej smeri, da so angeli skozi malo, da so vodniki skozi malo, tako da bolj v tej smeri, da je skozi nekdo zraven mene. Jaz sem imela skozi občutek, da me nekdo varuje. Prav ti si bila že od takrat. Jaz sem mislila, da si ti z Nino mogoče se razsvetlila s temi vodniki. Ne, to pa že odprej. A res? Sicer nimam take povezave, ko jo ima Nina, jaz ne vidim in to, ampak imam pa skozi občutek, da je nekdo z mano. Ja, se Tako je. da me vedno nekdo čuva. Ne. In potem, ko smo delali z Nino to kanaliziranje mojih vodnikov, je bilo ful fajn. Res? Ja. Tudi jaz imam Ja. zdaj eno tako, mislim, nad poprečno izkušnjo. Res. Tako da, jaz bi težko rekla, koliko časa traja, da bo nekdo ponotranjil hvaležnost, ker se mi zdi, da je ful odvisno od situacije, v kateri si, ampak tako si rekla, če je že kak mesec, 2 bi se že moglo ful poznati. Mislim, da imam celo nekje na YouTubeu še ta izziv hvaležnosti. Ne gremo malo pogledati. A res? Nekje sigurno še je, ja. Dejansko. Daj nekaj. Jaz tega nikoli nisem brisala dol, tako da ne vem. Pa je. Veš, kaj, imela sem eno skupino na Facebooku, ko sem začenjala Facebook delati, ki se je imenovala Vse je mogoče. To je bila moja čez prva skupina. In potem, ko sem začela marketing učiti, sem mislila kar v tisti skupini nadaljevati, pa niti niso bili podjetniki noter. Jaz sem jo spremenila v Odkrij svoj skriti potencial. Potem sem pa ugotovila, da ne bo šlo tam noter, ker ni prava ciljna publika in sem pol svojo skupino za marketing odprla. Ampak ja, tam notri bi še znalo biti kaj od tega. Pa se ti zdi, da med podjetniki, pač se mi zdi, da je pri nas v tej šoli kar veliko takih, ki to tako, jim je to pomembno. A ni? Jaz mislim, da pritegneš take ljudi, ki so tebi podobni. Tako da jaz bi rekla, da sem jaz pritegnila take ljudi. Ne morem pa, veš, jaz imam okrog sebe podobne ljudi, tako da težko rečem, a je zdaj to v podjetništvu nekaj normalnega ali ni. Ampak jaz mislim, da vsak pride na neki točki do spoznanja, da ti, če ne delaš na sebi, boš težko tudi podjetniško napredoval. To pa se mi zdi, da je kar tako postalo jasno. To je res. Ne? Pa tudi to, da je ta srčna neka izbira posla tudi pomembna. Ker včasih si neki delal zato, ker se je splačal, mogoče. Ja. In ravno pred časom sem imela eno svetovanje z eno podjetnico, ki je prodala tudi več poslovnih idej že svojih pa to. In je rekla, da včasih pred leti, 10 let nazaj, si ti lahko delal katerikoli biznis, samo da si zaslužil in je to šlo skozi, da zdaj pa to ne deluje več. Ne? Da se je toliko shiftnila energija pa spremenila vibracija, da enostavno ne moreš več na ta način delati, ko si včasih delal in da če ne delaš nečesa iz srca, nekaj, kar rad delaš, enostavno
mi v bistvu kupujemo zaradi energije te osebe. Ni pa to skozi zdaj kanalizira in Ful zanimivo, poudarja. ne? Jaz sem vesela, da je tako. Ja, valjda, jaz tudi. Se pravi, kaj pa je tvoj ritual recimo zjutraj, če ne pišeš? Jaz recimo se mi zdi ful pomembno, da dan začnem z meditacijo. Kaj pa ti delaš zjutraj? Dan začnem z meditacijo. Res? Okay. Trenutno delam različne meditacije. Trenutno zdaj že nekaj časa delam od Joe Dispenze, ima prav morning meditation, je pol ure. In v bistvu greš najprej, da se umiriš v svoj center in potem ravno to vizualiziraš, hvaležnost za stvari, ki si jih želiš, pa hkrati potem delaš srčno povezavo z tem trenutkom tukaj in zdaj. In tam je taka fajna, tudi če sem čisto zaspana, pa se mi ne da vstati. Poslušaš v bistvu. Se vedno, ne, jaz se vsedem. In jo poslušam in me potem v tiste pol ure pridem k sebi, ali kako bi rekel. Pridem v stik s tabo. Ima on tudi kanaliziranje ali ne? Ta ni. Mislim, pa on kanalizira drugače? To pa ne vem. Ker vi sta bila na nekem midva smo bila, mislim, ne vem, ne bi rekla. Mislim, te so pač naprej posnete, nič takega. Bolje pač povezava z vesoljem in z to energijo, ampak ne vem, če gre v tako smer. Da niso razni vodniki in to. Ne, to pa ne. Tako da. Ok, lahko si pa pišemo tudi listke, a ne? To pa nam je Andrej predal, da v bistvu si napišemo za različna področja in... Ja, Andrej si je to ful dobro naredil, jaz si nisem, priznam. On si je dejansko za vsa področja, torej zdravje, odnosi, svoj karakter, duhovnost, v glavnem finance, kariera, si on napisal hvaležnost, kot da je na podlagi svojih ciljev, kot da je to zdaj že vse v realnosti tu. In ogromno stvari se mu je zgodilo iz teh. Ampak veš, kaj mi je zanimivo? Dobro, tudi seveda za prihodnost, super. Ampak tudi za zdaj, ampak da recimo, vidva sta že toliko časa not, pa da še kar bere on, recimo, če bere, ne? Veš, to mi je tako, wow. To je pol tisto, kar te res ohranja v tej vibraciji hvaležnosti. Ampak veš, ko enkrat to toliko v tebi notri, se mi zdi, da se ti tudi, tako kot se te nevronske povezave delajo in to pač to dejansko postaneš ti, ne, veš, fajn je. Tako da res se splača investirati čas v to, da na začetku mogoče ti ni čisto jasno, kaj delaš, glede hvaležnosti, kasneje pa to postane del tebe. Veš, škoda, da ni Andreja danes zraven. Vse sem razmišljala, da v bistvu te prpelo bi lahko bil zraven, ampak glej... Mogoče še enkrat njega sam povabiš. Njega sam si ne upam. Kaj? Mogoče sem danes spoznala. Ne, jaz sem bolj za žensko energijo. Sem tako sramežljiva. Pa vse, Andrej se prilagodi. Ne, vse je že boljšno, ampak. Jaz sem pa pisala, pa se zgodi to, da po noč ne spim, pa si predstavim uro in potem gre dan mimo. Recimo. In zdaj sem se tako navadila, ampak še vedno bi lahko več, ampak sem se navadila, da hvaležnost prakticiram sproti. Jaz se tukrat na dan zahvalim mojim muckim, mojemu kužeku, Maji, pač roži, na sprehodu, travi, naravi. Pač to mi je, a ne? To je to. To je to. Jaz mislim, da je to boljše, kot to, da bi zjutraj v tistem napisala, pa potem čez dan, veš. Ja, se vem. Tako da si osvojila. Mislim, se tudi zgodi, da grem na sprehod, pa se ne spomnim na to, ampak, a veš, tako mi je... Se mi zdi to dragoceno, da se sproti opominjam in se mi zdi, da da sem tudi lahko bolj v trenutku, a veš, da se ti pripeleš nazaj.
Jaz mislim, da je to ena izmed najboljših stvari hvaležnosti, da si tukaj in zdaj. Ja, Ne? ja, Ker te si ti zahvališ za nekaj, moraš biti tu pa zdaj. Moraš biti. To je najboljši del. ja. Res. Tako da jaz bi rekla, da ni prav pa narobe. Veš, za tebe to funkcionira, nekomu to, da zjutraj napiše, nekomu to, seveda. da pač vsak naj najde. Je pa fajn, da Ja. to začutiš. Ja. In ko to začutiš, v bistvu tudi začutiš bolj sebe. Ja. Ko si ti v trenutku, bolj čutiš sebe. Ja, ne, to je se pa mi res. zdi. Ja. To je pa res. Ja. In, zdaj smo mi že pri koncu, ampak mene še ful zanima ena stvar. In Oj, to oj, je, in zadnja to je, vprašanje. in to je tišina. Aha, ok, o tem pa rada govorim. Ja. Ja, mislim, o tišini rada govoriš. Ja. To se spomnim, da mislim, to mene zelo kliče. Aha, nisi še bila. Ne, Okay. Februarja nisem mogla iti, ker je bilo nekaj. Maja, zdaj ima spet Simon. Jaz bi si zelo želela, da gre Boštjan z mano, Okay. ampak ko sem mu jaz to rekla, me je debel gledal. Ja, valjda, ja. Verjamem. Ne? Me je debel gledal. Jaz mislim, da bi to njemu tudi njemu bilo pol na koncu ful všeč. Ampak bolj me zanima, kaj se dogaja pol z nami v tišini. Kaj si ti dobila? Ful mi je zanimivo, ker enako vprašanje sem dobila ravno v petek, ne, v soboto, ko smo šli z Moniko, prijateljico, na en dogodek. Rekla pa, da povej mi malo, pa kako točno, kaj se dogaja. A ona še ni bila? Ne, pa je tudi isto kot tebe, ful Miko. Mene je v bistvu Nina Sterle navdušila nad tem lansko leto avgusta, da naj grem na vikend v tišini. To je v bistvu, greš v petek, sobota, nedelja in si v tišini sam s sabo, za svojimi mislimi. Ta Simon Meglič, ki pa to vodi, pa njegova žena Erna, pa imata vmes narejene določene meditacije, določene stvari, ki ti lahko pomagajo, da ti mogoče bolj raziskuješ sebe. So tudi kakšni odlomki iz Svetega pisma. Tako da prvič smo se midva z Andrejem kar malo s tem obadala, veš, krščansko, ne krščansko, ampak na koncu ugotoviš, da so to odlomki o hvaležnosti, o zaupanju, o tem, tako da je ok. In kaj v bistvu dobiš, ne? Ponavadi prideš tja v petek, ko je po celem tednu nekega, odvisno kakšen teden je za tabo, ampak ponavadi smo v petek mogoče malo utrujeni, sploh če je bil delovni teden. In prideš tja z vtisi celega tedna in z kup stvarmi, ki se ti dogajajo. In najprej je tako uvodno srečanje, se malo pomeniš, po kaj si prišel, zakaj si prišel. In potem Simon pove, kako bomo zdaj to v tišini prakticirali. In pač je cilj, da ti v bistvu do nedelje, do kosila ne govoriš, se z nobenim ne pogovarjaš, nobenega ne pozdraviš, pri kosilu si tiho. Torej, Ti ne gre na smeh? Ne gre, mislim, itak, mogoče v kakšni situaciji ti gre, ampak načeloma pa ne, veš, ker tam je uršulinski samostan, pa ful cerkev, okrog in cerkve so itak ponovadi na teh dobrih energijskih točkah, da je celotna energija, veš, ful umirjena. Da že to poskrbi, da je drugače, ne. In imaš svojo sobo, svojo kopalnico, da si za sebe, nismo skupaj spala z Andrejem, čeprav je on odšel zraven. In prvi večer smo šli v tišino, smo imeli še večerno meditacijo, greš ali ne greš, se sam odločiš. Drugi dan potem enako, tako, veš, na vsake 2-3 ure je neka aktivnost, ali je meditacija, ali so neke stvari, tako da v bistvu je ful vodeno, hkrati je pa dovolj časa, da si lahko tudi sam. In takrat, ko si sam, tam okrog so polja, pa park je, da se sprehajaš in je ful fajn, ful veliko si lahko zunaj. Vmes pa, jaz sem ogromno pisala. Aha, ok. Ful, vse, kar se mi je dogajalo. Ja. Bila sem lani poleti, takrat sem res ful pisala, ker sem tudi prišla tja v obdobju, ko je ravno moj deda umrl, pa ful enih stvari se je dogajalo in sem mogla vse to sprocesirati. Zdaj, ko sem bila spet februarja, sem prišla v boljšem stanju, in nisem tako pisala, sem se pa več pogovarjala sama s sabo. Na glas? Ja. Aha, Andrej ne dela tega, jaz pa delam to skozi. Jaz se potih pogovarjam. Ja. Sploh ne znam se na glas. No, sem se na glas. In sem šla zadaj na polja, tam si itak sam, ker skoraj da ni ljudi. In sem tako po 2-3 ure hodila v eno in sem se sama s sabo pogovarjala. In sem se toliko stvari... Pa si dobila odgovore Ja. od svoje dušice? Ja.
Noro. Top. Svetovno. Top. Celo en dan, ne vem zakaj, pač šla sem ven in sem tako čutila neko težo že za nekaj časa in sem rekla, da bom šla celo svoje življenje do 35. leta skozi, kaj se pač spomnim, vsako leto in se bom probala spomniti čim več stvari, ki bi me znale še kakorkoli obremenjevati. Hkrati sem se pa zahvalila za vse lepe stvari in sem 3 ure hodila, šla celo življenje skozi, vmes ni jokala, se smejala, res bila sama sabo in spuščala vse, kar še mogoče je ostalo odprej. Svetovno, le kurjo kožo imam zdaj. Jaz sem 20 let starejša, veš, Jaz bi pa še 5 ur hodila. Jaz se ful malo spomnim. Ampak jaz sem se tudi ful malo spomnila. Mogoče sem se samo, tako sem rekla, kaj se spomnim od 1. razreda, nič dobro od 2. Veš tako, se nima veze. Ampak sem rekla, če pa karkoli je od takrat, ko se nekje na podzavestni, pa sam spuščam in se zahvaljujem. Se v bistvu takrat itak pridejo te stvari, ki jih se moraš spomniti, ne, da jih ozavesti. Jaz sem tudi glede odnosov, glede kakih partnerskih odnosov, prijateljskih odnosov, da spuščaš, če še karkoli mi je bilo ful dragoceno. To sem recimo zdaj delala takrat poleti, ena izmed stvari. Takrat poleti pa sem ful videla v simbole v naravi. Takrat mi je ga pa noro dogajalo v drugo smer. In sem vem, da prvi večer, ko sem prišla tja, sem bila res ful žalostna zaradi dedeja. To je bilo lih 1 mesec potem, ko smo ga pokopali. In smo prišli tja in Simon naredi tisti uvod, vse cool. Meni sicer že šlo ful na jok, ko je vmes razlagal neke stvari. In preden smo šli na večerjo, pa smo že šli v tišino, sem jaz mogla iti ven. Tako mi je, ona veš, kaj da bi te došila. Jaz sem šla zadaj za samostan in sem se samo jokati začela. Ona veš, kar moraš zjokati. Kot da ni bilo priložnosti doma, da bi se lahko res tisto prav zjokala. Ona sam jokala. In tako se zjočem ven in tako pogledam pred sabo in je bila taka trava malo višja in tako 2 periki v obliki angelskih kril pred mano. Vsega dela vem, da si to z mano, glej. Tok me je pomirilo, to je bila ena stvar, kup enih takih, veš, simbolov in takrat mi ga je ful dogajalo glede simbolov. Zdaj, ko sem bila, pa so bile pač druge stvari. Sta bila obakrat skupaj? Ja. Ful dobro. Ampak, veš, po eni strani je fajn, da greš za svojim partnerjem, po drugi strani pa si potem tudi mogoče, sploh prvič, kak pa je njemu, a je njemu fajn, a mu ni fajn, a kako, veš, si tudi na to navezan, da mogoče tudi ni slabo iti prvič čisto sam. Ker avtomatsko te zanima, veš, kaj se njemu... A ne moreš malo takole? Mislim, lahko. Ampak zakaj bi, ne? Mislim, meni bi bilo dragoceno, da mi on pokima. Mi dva smo si sam tako pokazala. Ja. Ampak drugače pa probaš čim manj, ne? Ampak veš, kaj se zgodi? Ti v petek prideš tja v tistem svojem. In pol v soboto, mislim, v petek ti je mogoče malo težje. Jaz pa navadi v petek malo slabše spim, ko pridem tja, ker je vseeno prvi dan in vse tega dogaja in ne moreš z nobenim skomunicirati, si sam sabo, ti sem pač ful pisala. Pol pa drugi dan, pa tekom dneva si že toliko padeš noter v to svojo tišino, da ti je tako fajn. In tako opaziš stvari, ko jih drugače ne opaziš in meni je bilo lepo in dlje časa, ko si v tišini, bolj si hvaležen, bolj si v stiku s sabo, bolj se slišiš, bolj razumeš, da je vse točno tako mora biti. Veš, to zaupanje, tako krepiš. To me zanima, zaupanje, sprejemanje sebe. Tako krepiš to zaupanje, pa tako vidiš, da za vse, kar se mogoče sekiraš ali pa ne, da sploh nima smisla. In to se čisto vsem zgodi. Vsem, ko grejo od petka do nedelja, v nedeljo je tako fajn, mi za nazadnje sploh doma nismo hteli iti. Vsi bi še kar bili tam, ker je bilo tako lepo. In zdaj je bila skupinica taka, da nas je bilo veliko podjetnikov, prejšnjič recimo poletje, ne? Mogoče si ti to dušla, in je bilo ful dragoceno, ker jih je dosti tudi šole bilo, pa so vsi potem rekli, to je bila ena najboljših stvari. In jaz imam željo enkrat v prihodnosti delati take stvari. To jaz te vidim. Jaz tudi. Oba vidim. In to bi ful delala in bi delala prav za podjetnike, prav za to krepljenje zaupanja na podjetniški poti, ker se mi zdi, da je tu še toliko potenciala in je to tisto, iz česa ti kreiraš dober brand. Ne všečki pa hashtagi ampak to, da ko si ti tudi gradiš skupnost gradi tvoj biznis in to je to. To je način novodobnega podjetništva. Tako da, noro. In da smo dobro v svoji koži. Ja, to tudi. To je ful pomemben. Jaz ne mislim zares dobesedno dobro v svoji koži. Ampak v bistvu, da smo dobro. Ja, da smo dobro. Da je to
point lifea, da ne trpimo, da smo pač dobri. Ja. In jaz bi se ti mogoče na tej točki zahvalila. Hvala. In vsem, da fokus usmerimo v Vase. dobro in Pa vase, vase, a ne? Ja. In mene si navdušila s hvaležnostjo in jaz upam, da smo midve navdušile vas. In hvala za pozornost in tebi hvala. Res Hvala. Hvala.